Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro. No, takole zimski dober večer, pozdrav, s katerim smo običajno začenjali to oddajo, je nadomestil še dober dan. In naj izrečem dobrodošlico vsem, dragi poslušalci, ki poslušate prihajajoče minute za dobrodelnost. V oddajah Karitas se letos, ko Slovenska Karitas praznuje že 35 let delovanja, pogovarjamo o vrednotah, za katerimi organizacija stoji, skupaj z zaposlenimi. Govorimo seveda o dogodkih in akcijah, ki jih pripravljajo, o tistih, ki pomoč potrebujejo in še in še. Nismo se pa še ustavili pri tistih, ki med drugim skrbijo za to, da ljudje dobijo potrebno pomoč, da se izobražujejo, da vsak dan namenijo nekaj prostega časa drugim ljudem. O prostovoljcih in prostovoljstvu bo torej tekla beseda v tokratni oddaji, sodelavko Slovenske Karitas, Heleno Zevnik-Rozman, ki vas prav lepo pozdravljam. Dober dan. Helena, prostovoljstvo je v bistvu osnovni način delovanja Karitas. A je zato pomembno, koga sprejmete med svoje vrste? Ja, predvsem moramo sprejeti tistega, ki pride z žarom, ki pride s prostovoljstvom v namenu. Ne? Prostovoljstvo je nekaj, kar se prostovoljno odločim, in želim nekaj narediti nekaj za drugega, brez pričakovanja nekih nagrad, nekega plačila, ki je lahko v obliki denarja ali v obliki nekega vrednotenja, ampak pridem zato, da sem s sočlovekom. Ko je v človeku taka drža, potem je seveda odprta pozicija, odprta vrata so za takega sodelavca. Zdaj, kako živeti prostovoljstvo, je včasih težko. V naši mreži Karitas je nekako vključenih malo več kot 10 000 prostovoljcev, tako starejših kot tudi mladih, in vsak prinaša v našo organizacijo Karitas nekaj posebnega. Mi kot Karitas v Sloveniji, ko smo postavljali vrednote, smo prostovoljstvu namenili kar pomembno težo. Predvsem zaradi tega, ker vidimo, da recimo v tujini kakšne Karitas nimajo veliko prostovoljcev. Mi kot Slovenska Karitas oziroma mreža Karitas v Sloveniji ima pa to res eno veliko posebnost, da v naši mreži sodeluje več kot 10 000 prostovoljcev, napram mogoče 100-120 zaposlenim na Slovenski Karitas, škofijskih Karitas in v zavodih Karitas. Tako da razlika je očitna in mi smo stavili ravno na tem, da je lahko v bistvu sodelavec Karitas vsakdo, ki čuti ta dar, da lahko pride pomagati. Zdaj, kaj počnejo naši prostovoljci, zelo različno, odvisno, kje se vključujejo, ampak bistveno je ta drža, da prihajam z neko svojo odločitvijo, da nekaj naredim za sočloveke. Zato se mi zdi, da včasih rečemo sicer, da imamo 10 000 prostovoljcev, sam jaz osebno mislim, da jih imamo več, ko imamo potem še kakšne može, pa žene, pa otroke, ki v tej družini, tej sodelavki Karitas ali pa temu sodelavcu Karitas še malo pomagajo, s to držo, da se včasih vključijo tako v kakšne skrite aktivnosti, ki mogoče niso vidne, ampak ne vem, kakšen mlad pomaga svoji mami, prostovoljki Karitas, s kakšno aktivnostjo pri računalniku, mož prepelje kakšno materialno stvar in tako naprej, zato smatram, da je naših prostovoljcev še več. Pa tudi izobraževanje ponujata, naprimer, tako da se lahko na tem področju vedno znova rastejo. Ja, ena zelo pomembnih stvari je, da smo vedno odprti za nove izzive, ter seveda nove veščine, nova znanja in vse te stvari. Marsikdo prihaja z kakšnega področja, kjer pri svojem delu nima nekih veščin, dela z ljudmi v stiski ali pa mogoče nima znanj za poslušanje, za psihosocialno svetovanje ali karkoli. Zato je zelo pomembno, da podpiramo prostovoljce tudi z izobraževanji, tudi na tej duhovni ravni, na ravni tega, da se počutijo pripadne, da so sprejeti in seveda
naši prostovoljci, to vsak človek rabi, ne? Besedo zahvale v tej skupnosti, kjer dela, da se počuti nekako vrednotenega, da je njegovo delo prepoznano, a ne? Zato je zelo pomembno, da tudi v teh župnijskih skupnosti, kjer so naši prostovoljci v župnijskih Karitas, da so prepoznani kot del župnijske skupnosti, del župnije, da jih prepoznajo tudi mogoče drugi v župniji, a ne, ker se mi zdi, da to potem daje eno moč, ne, eno veselje. Marsikakšen, predvsem mladi recimo včasih rečejo, ko jih vprašaš, zakaj ste prostovoljci, zato ker nekaj dobim, a ne, zelo težko opišemo to čustvo ali pa ta občutek v sebi, zakaj v bistvu nekaj želiš narediti dobrega ali pa nekaj narediš za skupnost, brez da bi v bistvu vprašal se, ne vem, da bi dobil neko nagrado nazaj in tako naprej. A ne? In ravno to čustvo, to, kar plemeniti človeka, to je potem tudi en bistveni nosilec naše organizacije. Kakšni bi pa rekli, Helena, da so izzivi prostovoljstva danes? Ja, izzivi prostovoljstva danes, to mi bojo gotovo prikimali vsi naši sodelavci v župnijskih Karitas, je birokracija, ki jo pač zaradi naših financerjev, razpisov in tega imamo, in ko delimo pomoč, moramo pač zagotavljati transparentnost, da je vse prikazano tako, kot je treba, ampak se mi zdi, da smo včasih hujši kot pa, ne vem, kdo je neuradnik in včasih res beležimo te stvari že težko, a ne, in to je recimo ena največjih stvari, ki jih ne marajo delati prostovoljci, ampak so pa pomembni, tudi vi kot mediji veste, a ne, zelo radi veste, kakšna je številka, kolikim ljudem, a je to tako, ne, in vsi ljudje to radi slišijo, a ne, in vzadej je pa ogromno nekih beležk, nekega beleženja tega dela, a ne. Tudi recimo ljudje, ki poklicno delajo, recimo mogoče malo več s to birokracijo, si želijo, da v prostovoljskem času ne delajo pač to s papirologijo in z vsemi temi, a ne, in se mi zdi, da je to recimo ena takih največjih stvari, ki jih v današnjem času na tem področju vidim. Velikokrat moramo tudi mi zaposleni, recimo sploh pri projektih, kjer vključujem mlade, velikokrat stvari delam take jaz, ne. Tako, recimo, da te papirje vse izpolnimo, da imajo res, da samo po na koncu pišejo, da so oni res z otroci, z uporabniki, tako, ne, da jih probamo razbremeniti, ampak seveda vodenje vseh teh razdeljene pomoči je pomembno in Ampak kljub temu pa ne pretehta to, da se vseeno ne bi odločili, zaradi tega, ker ima prostovoljstvo v družbi res velik pomen. Kakšen bi rekli? Ja, prostovoljstvo je ena velika vrednota v Sloveniji. Tukaj se mi zdi, da smo na nek način, tako kot govorijo, a ne, da se zelo znamo Slovenci odzvati na kakšne stiske, da zberemo recimo glede na število prebivalcev velike vsote denarja, to je ena lastnost, in to, da se odzovemo tudi kot prostovoljci ali pa kot sočlovek za pomoč nekomu, a ne. To se mi zdi, da smo v Sloveniji močni, ta vrednota še živi, čeprav včasih znamo kaj pojamrati, kaj vse ni v redu, ampak nekje globoko v našem narodu je to odprto, pa naj bo to pri gasilcih, pa naj bo to pri kulturni, pa naj bo, ne vem, na katerih kolih področjih, ampak to neka taka zavest v naših ljudeh še živi, predvsem pa se mi zdi, da je tudi pri kristjanih, a ne, je to še bolj negovano, a ne, ta Jezusovo sporočilo, a ne, to sporočilo, da pač vidimo, a ne, Samarijana, nekoga, ki je v stiski, ne, to je pa ena takih zelo pomembnih stvari, a ne, in se mi zdi, da smo na tem področju močni in seveda. In tudi poklicani k temu, ne nazadnje. Tako, ja, tako. In s tem klicem poklicanosti sva lepo zaokrožili najin pogovor. Helena Zevnik Rozman, najlepša hvala za vaš čas in dobro voljo. Hvala lepa in lep večer še naprej. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Po pomoči kliče družina, katere partnerja sta se znašla v hudih zdravstvenih težavah in sta se nezmožna preskrbeti. Gospod je težji astmatik, ki trpi za klinično depresijo in anksioznostjo ter s kroničnimi bolečinami v hrbtenici in nevropatskimi bolečinami v nogah. Njegova partnerka je bolnica s srčnim popuščanjem. Poleg tega se sooča še s kronično anemijo, boleznijo ledvic, depresijo in anksioznostjo. Oba sta zapadla v stanje globoke depresije, zaradi katere nista vložila vloge za podaljšanje denarno-socialne pomoči, ki je njun edini vir dohodka. Tako sta ostala brez denarja, brez zdravstvenega zavarovanja ter z neplačanimi stroški in položnicami. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V oddaji Karitas smo se tokrat posvetili prostovoljstvu, spregovorili o njegovem pomenu in vplivu na družbo z gostjo Heleno Zevnik Rozman. Povedala nam je, da v svoje vrste sprejme vsakogar, ki začuti ta klic delati dobro. Kljub vsej papirologiji, ki jo morajo prostovoljci izpolnjevati, pa meni, da je vredno postati prostovoljec in pomagati ljudem v stiskah, ki potrebujejo pomoč in zato ne dobiti plačila oziroma biti poplačan na drugačen način, duhoven in izpopolnjen. To je bilo v tokratni oddaji vse. Spoštovani poslušalci, najlepša hvala za pozornost. Do naslednjič vam vse dobro kličem. Maja Morela. Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.